Veliko veselje mi je, da vas lahko danes v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe in seveda v svojem imenu prav lepo pozdravim na prireditvi, ki med drugim priča tudi o tem, da z domišljijo in pridnimi rokami, znanjem in inovacijami lahko spreminjamo svet na boljše, na lepše. Cvetličarski izdelki tradicionalno spremljajo vse pomembne dogodke v človekovem življenju. Od rojstva otroka, sprejema zakramentov, poroke, rojstnih dni, pomembnih obletnic in zadnjega slovesa. Ob vsem izmed veselih dogodkov skrbno oblikovani cvetlični aranžmaji doprinesejo k slovesnosti in čarobnosti, ob žalostnih nas tolažijo in nam dajejo upanje. Cvetje ima tudi simbolno vrednost, saj lahko prenaša sporočilo, ki je jasnejše od besed. Nenazadnje so rože tudi del naše kulturne dediščine in izročila. Naj nas ne povezujejo le z naravo, temveč tudi med seboj. Tudi ta skrbno pripravljen dogodek, ki ponuja na ogled kakovostne, mojstrske in tradicionalno naravnane izdelke, predvsem iz vidika rabe surovin, energije in varovanja okolja, je še toliko bolj dobrodošel v času, ko v številnih predelih Slovenije še vedno potekajo sanacije po grozoviti vremenski ujmi, ki je mnogim odnesla vse, kar so imeli, ogrožala pa je tudi življenja naših sorodnjakov. V stiski je vsako pomen, da obstaja v življenju tudi veliko lepega, še kako dobrodošel. Zato na tem mestu velja iskrena hvala organizatorjem, da ste kljub zahtevnim časom izpeljali Evropsko prvenstvo mladih cvetličarjev in iskrena hvala vsem udeležencem, cvetličarjem in podpornemu osebju za vse čudovite kreacije in prispevek k prijetnejšemu vzdušju. Na vseh področjih, in cvetličarstvo pri tem ni izjema, se vedno znova izkaže, kako pomembno je za doseganje odličnosti, poleg znanja tudi povezovanje, sodelovanje in sposobnost predajanja, plemenitenja znanja in veščin. Velike zasluge za razcvet ene od najstarejših panog ima v Sloveniji zagotovo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v okviru strokovne sekcije cvetličarjev in vrtnarjev, ki z različnimi aktivnostmi spodbuja mlade za cvetličarski poklic in skrbi za razvoj in ugled stroke. Tudi zaradi vašega dela se poklic cvetličarja v Sloveniji še ni znašel na seznamu deficitarnih poklicev. Evropska tekmovanja, kot je današnje, veliko pripomorejo tako na področju izobraževanja kot plemenitenja znanja, kot na področju spletanja novih vezi, pa tudi kot inspiracija za nove ideje, izzive in profesionalne priložnosti. Dogodek Euroflowers je hkrati edinstvena priložnost za mlade cvetličarske strokovnjake, ki s svojimi znanimi izkušnjami ter spretnostmi kreirajo nove trende v panogi. V panogi, ki je tudi umetnost, saj ponuja priložnosti za izjemno kreativnost. Pomenljive in še kako aktualne so tudi teme letošnjega tekmovanja Euroflowers, ki nas vodijo nazaj k osnovam, nazaj k naravi, hkrati pa nas prebujajo v najbolj prvobitna čustva in občutja. Drevesa so moji prijatelji, poletne sanje, romantični piknik na cvetočem travniku, legenda o rdečih in belih vrtnicah in duše zaljubljencev lebdijo kot lokani na jezeru. Poleg tega pa pobožajo dušo, imajo takšna tekmovanja tudi širši pomen za državo, njene družbene sisteme in prebivalstvo. Med drugim imajo tudi doprinos k predstavitvi in poudarjanju pomena poklicnih izobraževanj, prispevajo pa tudi k vidnosti države v svetu, k razvoju novih produktov in hkrati ponujajo številne priložnosti za promocijo, destinacijo in turizma. Spoštovani, želim vam še veliko odličnih kreacij, uspehov in zadovoljstva, ki ga opravljate. Nemški fizik in matematik Albert Einstein je dejal: živiš lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš, kot da ni nič čudežno, lahko pa imaš vse za čudež. In v vaši družbi je vse čudežno. Hvala lepa.